spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani vsi ljudje dobre volje, Goričani, Novogoričani, vsi, ki negujemo spomin na monsignorja Rudolfa Gašperja. Kmalu po njegovem smrti smo se v okviru Goriških večerov odločili, da mu še pred koncem tega leta posvetimo večer. Dolgoletnemu prvemu župniku, 33 let je deloval v tej župniji, človeku, ki je zaznamoval širši goriški prostor, bodo spregovorili nekateri protagonisti iz njegovega življenja. Večer bo pa vodil novi novogoriški župnik Milan Pregl. Prej, ko začnemo, dovolite eno majhno digresijo. V tem letu 2024 sta umrla dva pomembna Novogoričana. Eden je bil protagonist nekdanjih časov enoumne partijske oblasti, ki se je potem ob demokratizaciji prelevil v velikega demokrata in nadaljeval mirno svoje delo. Drugi, rojen nekoliko let prej, je bil skromnejši župnik te župnije, prvi župnik že omenjeni, in ni dejansko za časa življenja požel kakšne slave, niti si je ni želel. Ko je umrl, je tistemu prvemu omenjenu, ki je tudi prej umrl, bile posvečene razprave, hvalilni stavki, zapisi na spletni strani občine, pa še kje drugje. Menda mu bojo postavili spomenik, prirejajo spominske slovesnosti, ta drugi je ostal v anonimnosti. Ostal je v katakombah, kot je današnje naše srečanje, v nekih katakombah pod cerkvijo Kristusa Grešenika. Ne pozabiti, da tudi prvo krščanstvo je začelo v katakombah. Ostalo je zgodovina. Torej lep večer vsem skupaj. Začeli bomo nekoliko drugače, kot ste verjetno pričakovali. Zato bom najprej prebral odlomek iz Svetega pisma, iz Evangelija, ki je bil, kot pravi Valentina, točno na današnji dan pred 19 leti, takrat je bila sicer nedelja. To pa zaradi tega, ker je potem tudi v knjigi delček Gašperjevih razmišljanj na to temo. Lahko kar sedite. Bil je človek, ki ga je poslal Bog. Ime mu je bilo Janez. Prišel je za voljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi prejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. To pa je Janezovo pričevanje. Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali, kdo si ti, je priznal in ni tajil: jaz nisem Mesija. Kaj torej, si mar Elija, so ga vprašali. Ne, tudi to nisem, jim je rekel. Ali si prerok? Ne, je dejal. Rekli so mu torej: kdo si torej, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali? Kaj praviš samo sebi? Dejal je: jaz sem glas vpijočega v puščavi. Zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija. Poslanci so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: kaj torej krščuješ, če nisi ne Mesija, ne Elija, ne prerok? Janez jim je odgovoril: jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal. In to se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval. Takole gre ta nagovor gospoda Gašperja, nedeljski. Adventni čas, ne samo ti 4 tedni, ampak adventni čas kot adventno razpoloženje našega življenja.
In te besede so puščava, so pot, ki se spremeni v stezo in je glas beseda, ki prihaja od zunaj, pravzaprav iz naše notranjosti, kjer nas nagovarja Bog. Ampak beseda ni naša. Beseda je sad njega, ki nas je ustvaril. Če imamo te 3 besede, ki se v našem življenju gnetejo v različne sestavine in v naše različne odgovore, potem lahko rečemo, da smo vstopili v ta advent. To je bilo leta 2005. Toda sami ste opazili, da nas evangelij zadržuje v puščavi, onstran Jordana in kjer je Janez krščeval. Tukaj se zgostita 2 vprašanji o dvojni identiteti, kot danes radi rečemo. Najprej vprašanje, kdo pa si ti? To so vprašali Janeza. Odkar so Janeza vpraševali, kdo si ti, je krščansko bogoslužje to vprašanje dvignilo v splošno, nenadzgodovinsko vprašanje. Na vprašanje, pri katerem bi zdaj morali brskati za odgovor o tej maši, v tej posvečenih minutah, da bi odgovorili, kdo pa si ti? Kdo pa sem jaz? In ne recite, da je odgovor lahek. Janez je začel tako, kot bi morali začeti mi, pa ne znamo na to odgovoriti. Najprej je povedal, kdo ni. Ne, jaz nisem Mesija, nisem. Ali smo izločili iz opredelitve samega sebe, kdo sem jaz? Ali smo izločili tisto, kar prav gotovo ni človeško, kar prav gotovo ni vredno našega adventa, našega potovanja, našega vzpenjanja po stezi življenja? Če smo to izločili, potem lahko naredimo še en korak, ampak ta korak je silno dolg in težak. Libanonski mistik Khalil Gibran, ki je napisal knjigo Prerok, je v neki svoji drugi knjigi nadaljeval priliko o srečanju med grešnico in Jezusom. Grešnica in Jezus, ki je ni obsodil in na katero ni vrgel kamna, se pogovarjata. Grešnica pomeni, vsi smo jo poznali, vsi smo jo otipavali, bila je v obtoku. In ona ga vpraša, kar je logično nadaljevanje tega srečanja. Kako da si mi odpustil grehe? Jezus ji odvrne, jaz sem potoval tvojo notranjost. Nobeden, ki je bil pri tebi, ni šel v tvojo notranjost. Vsi so ljubili samo sebe, jaz pa sem videl tvojo notranjost in sem vzljubil tvojo dušo. Vidite, to je problem človekovega potovanja, človekovega puščavskega razpoloženja. Če bi to naredili, če to naredimo, če se ne ustrašimo tega napora, tega najtežjega opravila in iščemo odgovor na vprašanje, kdo sem jaz. Jaz nisem. Kaj pa si? Kdo pa si ti? Ti, ki si krščan, ti, ki si iz te družine, ki živiš v tem mestu, ki si zdaj tu. Kdo si? Kdo si ti? Potem nadaljuje evangelij zelo zahtevno. Na 3. adventno nedeljo pravi, med vami pa stoji on, ki ga vi ne poznate. In zdaj se lahko samo skregamo. Kako je mogoče trditi, da po 2000 letih Jezusa še ne poznate? In ga res ne poznate? Tisti, ki reče, da ga pozna, je na koncu poti. Ni več v adventu. Njega, ki je neskončen, njega, ki je večen, njega, ki je sakramentalno navzoč. Kako je lahko sakramentalno navzoč? To je Božji problem. To ni moj problem. Če rečemo, da smo njega spoznali, da smo ga odkrili, da smo na poti k njemu, je vse v redu. To je vse znotraj evangelija. To je res. Ampak reči, da smo prišli do njega, da ga poznamo, da ga imamo pod nadzorom,
pod nadzorom svoje vesti, svoje pameti, svojih načrtov, samo tega ne. Če smo vredni življenja, bomo namreč vse življenje delali dve nalogi. Iskali bomo odgovor na vprašanje, kdo pa si ti? In odgovor bo prišel v trenutku naše smrti. Takrat bomo šele dognali svojo identiteto in takrat bomo šele dobili odgovor na vprašanje, kdo je Jezus iz Nazareta. Tako, začeli smo s takim duhovnim uvodom, kar se spodobi. Saj gospod Gašper je bil najprej duhovnik, potem še vse ostalo. In danes bomo skupaj z našimi 5 gosti poskušali odstreti majhno tančico tistega časa. Ko smo se pogovarjali, kdo bi vodil nocojšnji večer, sem z veseljem to sprejel, ker se mi je ponudila priložnost, da nekaj izvem, ker sem prišel. Ker ne vem nič, kaj je bilo v preteklosti. In iskreno pozdravljam vse, ki ste tukaj prišli, dobrodošli v naši konkatedrali, pridite čim večkrat. In zagotavljam vam, da boste tudi šli domov. Drugače pozdravljam pa posebej tudi naših 5 gostov. Bom šel kar po vrsti, kot so napisani na plakatu. Izpustil bom tudi vse akademske naslove, zato da se kam ne zapletem ali ne pridem v kakšno herezijo. Jože Možina je tukaj predvsem kot sorodnik gospoda Gašperja. Z njim sta prepotovala kar nekaj njegovega življenja. Od birmanskega botra, pa še prejšnjih srečevanj, do kasnejših videvanj, ko je bil tukaj in tudi v Brdih. Andrej Perne je bil v časih gospoda Gašperja v Gorici še mlad, se tu zdaj še ni staral, takrat je še bolj mlad. In je ob njem doživljal svojo mladost, odraščanje, iskanje tiste življenjske poti, ki jo danes uresničuje v župniji. Tomaž Torkar, kolikor mi je znano, sta z gospodom Gašperjem orala tudi ledino na nekaterih psihosocialnih vprašanjih, z ustanavljanjem raznih skupin in iskanjem odgovorov na kakšna takšna in drugačna vprašanja. Vse do tukaj naštete bom v svojih nagovorih vikal. Potem prija pa Marko, ki ga pa ne bom. Iz 2 razlogov. Ker sva duhovnika in s tem brata in običajno se v družini ne vikamo med brati in sestrami. In pa ne nazadnje tudi to, kolikor mi je znano, je Marko edini kaplan, ki je smel Gašperja tikati. Vam že kaj povedal o tem? Ja. Tako da. In potem seveda na koncu tudi gospa Valentina Ščuka, ki je to, kar je posnela, poslušala, potem tudi zbrala in zapisala v knjigi, iz katere je prebrala. Bo boljš, ne? Dobro, moši pa tako. In pa, kolikor mi je znano, je tudi ob Gašperju ponovno spoznavala cerkev oziroma se ji nazaj približevala, jo na nek način vzljubila in potem iz te notranje drže je nastalo tudi vse to, kar je nastalega. Pa ne v tistem stvariteljskem smislu, ampak tiskarskem. Tako, že gospod Podbersič je rekel Renato, da sem pač novi župnik tukaj, to, da boste vedeli, ne se ustrašiti. In mislim si tako, da se bom delal, kakor da sem del vas publike in jih bom spraševal, oni bojo pa poskušali odgovoriti. Tudi v to lažbo mojemu fircu. Pa bi začel kar z gospodom Jožetom. In sicer, verjetno bi bilo zanimivo slišati,
malček o ozadju okolja, iz katerega je Gašper zrastel. Kako je nek način postal takšen, kakršen je bil. Hvala za besedo in lep pozdrav, lepo vas je videti v takem številu. Tudi številni sorodniki so tukaj, vidim najmlajšega brata, Boltežarja, pa nečake in nečakinje. Ja, Gašper Rudolf je bil rojen v eni kar posebni družini. Rudolf, močna kmetija v Lomeh, danes Lome 30 pri Črnem vrhu. Družino je v bistvu oba starša, mama je bila z bližnjih Predkriž, oče pač iz kmetije, mislim, da tretji sin. Oba je močno zaznamovala prva svetovna vojna, vsak je izgubil po dva brata v prvi svetovni vojni in tudi oče, Gašperjev oče, ni bil mišljen za naslednika, ampak ker je naslednik umrl na fronti v Galici, je potem on prevzel kmetijo in jo tudi dvignil še dodatno. Bilo je res velika kmetija za tisti čas, tudi gospodarsko zelo uspešna. Oni so imeli dizelski motor pred vojno, imeli so mlatilnico sodobno, imeli so silose, italijanska država jih je pač nekako tretirala kot vzor za tisto dobo. To je en nivo. Gašper je bil drugi otrok, za Marto je bil pač rojen julija 1930. Vsi otroci zelo bistroumni, ampak Gašper nekaj posebnega. Zelo hitro je kazal tudi določene prebliske v smeri duhovništva. Prav moja mama sta bila posebej povezana z njo, ki je rojena eno leto za njim. Pravi, kako je uprizarjal, ko ni bilo staršev doma, mašne daritve, ne? In tudi okrcal, ne, cerkvene pevke, ki so bile sestre, tako da je nekako ustvarjal disciplino že v tisti dobi. Potem bila ena italijanska učiteljica, ki ga je posebej vzljubila, Teresa, nekje iz Bolonje doma, in ta je nekako prihajala tudi k Rudolfovim in rotila očeta in mamo, naj ga dajo v šole. Končno oni so bili takrat relativno dobro stoječi za tisti čas in je bil tako ali tako namen, da ga pošlje v šole. In Gašper potem gre z 11 leti od hiše, mi je pa pripovedoval prav to, in to je povezano tudi z njegovim končnim počitkom, da je dokončna odločitev za duhovniški poklic bila sprejeta na Sveti Gori, na romanju, z očetom in mamo ter starejšima sestrama, Marto in Marijo. Tam so tudi prenočili in Gašper je nekaj stopil na pot duhovništva, ki mu je bil zvest do smrti. Družina je doživela tudi hude preizkušnje. Oče je bil vključen v gibanje, ki je delovalo proti italijanski državi, lahko bi rekli v povezavi s Tigrom, v povezavi z Alpskim zidom, sistemom utrp, ki so ga Italijani takrat gradili proti kraljevini Jugoslaviji, po takratni vojaški doktrini. In bil v tej mreži razkrit, ker namreč glavni vohun je bil dobro zapisan na jugoslovanski strani, seveda, in imel stike. Tam so imeli pa tudi Italijani v štabu, je bila to Triglavska divizija svojega vohuna in so to mrežo na ta način razkrili in zaprli cel kup lomskih fantov in mož in tudi očeta, ki bi obsojen na 5 let konfinacije na otoku Ponca v južni Italiji. Družina je bila seveda takrat sama, imeli so sicer hlapce in dekle, ampak takrat je tudi štala pogorela, tako da so imeli kar eno hudo življenjsko preizkušnjo. Seveda nič pa ni bilo, ni bilo skoraj nič v primerjavi s tem, kar je sledilo potem med vojno. Oni so bili pač kmetija, ki je bolj na samem. Ko se pojavijo prvi partizani, ki so še bili pravzaprav, kot so jim rekli, četaši, pod poveljstvom Janka Premrla Vojka, kar je Gašper rad poudaril, ki prihajal tudi k Rudolfovim, takrat je bilo še vse v redu. Se opravičujem, imam težave, lahko bi rekel, da sem malo na slabem glasu, ampak prihajam z ustanove, ki je še bolj na slabem glasu, tako da mi dajte to opravičiti. Torej, kje smo ostali? Zdravi začetek vojne, najprej nekako vse v redu, kot Primorci, se veste, tista parola, samo da se rešimo Italijanov, podpirajo Vojkove fante, potem pride do smrti v čudnih okoliščinah Janka Premrla Vojka. Tudi sam sem in tudi kolegi smo zbirali informacije o tem in imamo pričevanja, da so ga seveda ubili partizani sami, končno je to povedal tudi Vojkov brat Marjan.
Potem se stvari spremenijo in tam v bližnji okolici se dogajajo grozodejstva. V neposredni bližini so ubite tri dekleta, mlada. Še prej en drug sosed njihov, spravi, da se družina znajde v neki stiski, partizani prihajajo, ropajo, klima se popolnoma spremeni, ampak Gašper je v tisti dobi na šolanju, pač v semenišču, pozneje ob koncu vojne tudi v Ljubljani. Z Ljubljane se potem umikata s kom bi lahko rekli, z Pivkom, to je bil poznejši vipavski dekan, ki je takrat hotel zbežati čez mejo, pa ga je Gašper pripričal, da sta šla skupaj Hrudolfovim in sta oba ostala na tej strani, tako da je bilo vse v redu. Seveda je imel novo mašo, potem po vojni družina je res izredno pretrpela. Najprej so šli v begunstvo leta 1941, ker so bili tako blizu meje, da so jih Italijani poslali v begunstvo pred napadom na Jugoslavijo. Potem leta 1944 pa zaradi groženj, da bi bila pobita cela družina, kar takrat ni bilo nobena huda izjema. Obvestilo o tem, kaj naj bi se z njimi zgodilo, je prišlo s partizanske strani, tako da so se imeli čas umakniti v zadnjem hipu Hotedršice in tudi tam doživeli vse mogoče. Zdaj tisto pot potem poznate, Nova Maša, velik dogodek, to se je pri Rudolfovih zmeraj o tem govorilo, in obstajajo tudi fotografije. In potem prva služba v Tolminu pri župniku Štrancarju, ki pravi, da je bil Gašper, da je bil izreden katehet, tam je tudi marsikaj doživel in se navadil. Prva samostojna pot potem v Idriji, na Vojskem in potem seveda miren, zelo uspešno, pa je prišel v objem Vipavske doline, ki je ostal nekako zvest potem tudi sploh z služenjem v Novi Gorici, ki ga najbolje poznate, 33 let, in na koncu duhovni pomočnik v Medani. To je ta njegova življenjska zgodba. Če boste kaj bolj konkretno vprašali, bomo še povedali. Zaenkrat hvala. Gospod Jože, glede na to, da je bilo omenjeno, da se je že kot otrok igral, da je duhovnik, je potem k njemu v Gorici prišel en malo starejši otrok. Marko, kako si ti doživljal gospoda Gašperja? Ojej. Da vam povedal najprej tako, preden sem jaz prišel v Gorico, ko moče tega večina ne ve. To je bilo v Ljubljani, ko sem bil še v bogoslovju, zvem tako enkrat maja, da grem po posvečenju v Gorico. Pride tako odzadaj moj zdajšnji vikar, kako se stvari obračajo, ne? Pride tako me prime za rame, v Gorico greš. In sem se kar spotil. To je bilo, sem rekel, ojej, zakaj pa lih v Gorico? Od vseh možnih mest lih v Gorico. Ampak pač tako si je škof Metod zamislil in potem sem jaz cel cajt tuhtal, kako bomo vidva funkcionirala, ne? Ne nazadnje so bila 60 let razlike, ne? Nekaj tazga. In sem prišel do njeja in takoj po posvečenju so meni povedali tako, kar je rekel zdaj že Milan, ne? In sicer, da se duhovniki med sabo tikamo, ne? Ker smo bratje in ni zdaj naslovi gor dol, neko karkoli, starost, vseh lih. In po encajt sem jaz razmišljal, kaj narediti, kako se z njim pogovarjati, sem tako, veste, malo v tretji osebi sem se pogovarjal, ne? Da bi bilo zdaj treba tu narediti, pa da bi eden, da bi šel in tako, ne? In se tuhtal, kako zdaj zauzeti, kakšno pozicijo in pol si rekel, če smo rekli, da se pač tikamo, se bomo pa tikali. In sem ga začel tikati in ni več protestiral. In pa si rekel, me pol je v redu. In tako smo se pol tikala cel cajt. Ima pa en tak tudi tak zelo zanimiv spomin na njega, na najino prvo srečanje, ko sem prišel, ne. Jaz sem zmer videl tako, da je Gašper zmer malo preveril, ne, kakšna oseba si, ne, in tako da je začel malo, dal kakšno kajlico, tako, ne. In v svoji mladostni zagnanosti sem jaz zadosti uporniški še, ne, da sem jaz pač povedal nazaj, kar se mi je zazdelo, tako precej mene do mene, tako ne spomnim se, kaj je rekel mi točno na začetku, ampak tako, kakor je on rekel, sem mu vrnil nazaj po svoje, bom rekel, ne. In je bil zelo tako strašno zadovoljen. Mislim, da je bilo pa tudi tu, tam se je zgradilo, to je najino prijateljstvo.
No, tako za začetek, ker v tistih časih je bil tudi naš Andrej, sorazmerno mlad, pa bi tebe izzval, kako si ti doživljal župnika, ki je bil tudi kar nekaj let starejši. Ja, najprej lep pozdrav vsem. Ja, Gašper je bil, dajmo reči, ena taka stalnica tukaj, ne. Kaplani so se menjavali, ampak Gašper je bil pa stalnica, tako da sem ga doživljal tako, kot enega drugega očeta, no, pravzaprav, ne. Ker vedno je znal najti kakšno dobro besedo, recimo, kakšen nasvet. Tudi recimo, pač mulci smo imeli vseh sorte idej, ne. Je znal nekako nas usmeriti v tiste ideje, ki so se zdele njemu pač pomembne in take, da bi se dalo tam iz tega tudi kaj narediti, ne. Tako da nas je kar nekaj mladih ostalo recimo v župniji, kljub temu, da recimo je bilo dosti osipa, glede na to, koliko nas je bilo pri nauku, ampak vseeno nas je bilo kar nekaj takih, ki smo ostali in smo bili aktivni v župniji, ne. No, lepo, se vedno nekaj ostane, ne. Že v Svetem pismu so govorili o svetem ostanku. In fajn je pa tudi, če ima od česa kaj ostati. Vsekakor, kot sem že prej rekel, gospod Tomaž, kolikor meni znano, ne, pa verjetno tudi kakšnemu drugemu, toliko kot meni ali pa še kaj manj, kakšni so bili ti izzivi, ki sta jih skupaj z gospodom Gašperjem poskušala reševati v tistih časih? Ja, dober večer še z moje strani. Mogoče bi se lik malo vrnil nazaj. Takrat, ko je gospod Gašper prišel, sem imel jaz 10 let. Pred tem sem vedel, da je Bog tisti, ki vse vidi, vse ve, greh se delati ne sme. Ne? To je bilo, če si delal greh, je gospod Uni prejšnji roko vtaknil tja proti pečici Uni, ki je gorela. Ne? Potem je pa prišel enkrat nek drug gospod, 10 let še zdaj ga vidim gor pri Sveti Trojici, in on govori o nekem dobrem pastirju, o dobrem Bogu. To je bila obrat, stvar se je obrnila na glavo skoraj. In v tistih časih jaz sem se spomnil gospoda Gašperja, je bil res ena izjemna figura, predvsem za mlade. Kar naenkrat smo se začeli, nauku smo začeli radi hoditi. To je bilo, meni se je zdelo nekaj izjemnega. Zdaj, kako smo pa potem mi dva prišla naprej, ne? No, nekaj sem še hotel povedati. Ene besede od gospoda Gašperja boste za mano ponovili, boste vedeli. On je prišel sem in tle najdel eno čredo, ki ni imela pastirja. In se spomnite, biti pri maši pomeni biti na svojem mestu, preden mašnik stopi v cerkev. On je kar naenkrat, v bistvu on je bil zahteven človek. On je to ponavljal, dokler ni bilo zadnjega tistega, da ni več noben več prišel, za njim noter. Se spomnite, ne? Zelo tak, ampak spravil nas je v red, no. Meni se je zdelo, on je bil človek reda in ni se bal povedati, če je bilo kaj narobe. In bili smo, kar naenkrat smo bili čreda z nekim začetkom in koncem. Maša je bila pomembna stvar. Zdaj, hodil sem k nauku k njemu, potem so pa začeli moji otroci hoditi k nauku. In jaz vem, da je moja mama hodila k njemu na srečanje. On je leta 76, takoj, ko je prišel, je začel z srečanji za starše. On je tukaj videl po moje eno temeljni vzvod, da bomo v tej družbi začeli normalno funkcionirati. In ne vem, če se spomnite, on se je približal staršem. Imeli smo srečanja vsako nedeljo od 10 po prvi maši do 11. ure. 1 uro smo bili tam in smo se pogovarjali. In to so bila to je bilo učenje, to je bilo širjenje obzorij, to je bilo
Zame je bilo to nekaj neverjetnega, kaj smo tam lahko delali. In če nisi mogel priti v nedeljo, si imel v torek spet isto ponovitev. Jaz sem kakšenkrat šel dvakrat. Zato, ker je bilo, vsakikrat je bilo kaj drugega. Mislim, eno bogatstvo nekih idej, kaj bomo delali z otroci. Mogoče boste se spomnili, kaj on je non-stop eno in isto govoril. Kdaj ste zadnjič pokrižali svoje otroke? To je bilo vprašanje. On je drhnil do nemožnosti, dokler jaz nisem začel križati svojih otrok in sem mu rekel včeraj, zvečer. In še ena stvar je bila, ki sem na teh srečanjih, ne? Vsak je moral povedati svoje ime. Ni bilo tako, ker ne vemo, jaz poznam par ljudi, ampak če bi bil on tukaj, bi rekel, dajmo zdaj si vzeti cajt. Gospod, povejte, pa vi, in potem bi prišel do mene, ponavadi je, ne vem zakaj je bilo tako, to je bil malo stres. Zdaj pa boš ti, Tomaž, ponovil vse. Ustvarjal je skupnost. Ljudje smo se kar naenkrat začeli poznati med sabo. Smo si videl nekoga tam zunaj, pa si vedel, kako mu je bilo ime. Sem se mogel fajn potruditi. Dobro, ni bilo. Bilo je ogromno staršev. Jaz vem, da je bilo tam enih 30 staršev v krogu je sedelo. In je bil problem vse ponoviti, ampak on je ustrajal. On je ustrajal. Vsako nedeljo, zmeraj, ko smo se dobili, si mogel to povedati. In tak, enkrat sem ga vprašal, odkje vam to? In on je rekel, jaz sem prišel v Tolmin, Štrancarju, jaz sem se bal ljudi. In potem je Štrancar meni rekel, Gašper, ne boj se ljudi. In jaz mislim, da se res ni bal ljudi. Ne. On je bil odprt človek, hotel je ljudem dobro. No, tako. In to svojo dobroto je širil na tak in drugačen način okoli sebe. Se sploh nisem odgovoril še. Sej, nisem pozabil, kaj sem vprašal, pa prije še drugi krog. Tako, bi kljub vsemu, da so se prej z gospod Valentino pogovarjali, da bi samo na koncu, ampak če ne bo preveč osebno, bi vas kljub vsemu vprašal. Kaj vas je, poleg tega, kar je zdaj že gospod Tomaž omenjal pri Gašparju, prepričalo, da je smiselno priti nazaj v cerkev? Njegova prijaznost, njegov pogled. Ko sem sedela pred cerkvijo, sem pripeljala mojo hčerko k nauku, ampak nisem šla v cerkev. Sedela sem zunaj na klopci in on je gledal skozi okno iz zakristije. Nič mu ni všlo. Stopil je ven, mi pristopil k meni in me povprašal, kdo sem, odkot sem, in me povabil v sebi. O čem sva se pogovarjala, se ne bi spomnila. Ampak res, ko je pa moja Urška s takim veseljem, s tako vnemo hodila k sveti maši in to sama in k nauku, tako sem začela močno premišljevati tudi o sebi. Že prej nisem pozabila na Boga, čeprav sem bila 25 let stran od cerkve. In ko smo živeli na Ledinah in sem gledala skozi okno dol, kako so nekatere žene iz bloka se odpravljale k maši in je bilo hudo. Hudo mi je bilo in sem si mislila, kako so srečne, ker grejo. In nič, pol je prišlo pa do bolezni hude, do kraha, pravim jaz, do karambola močnega. In prišla je do streznitve, bila sem v bolnici na intenzivni negi in pol me je obiskal župnik iz Šempetra in me je vprašal, če bi se rada spovedala in obhajala. Sem rekla, seveda bi rada, po tolikih letih. Pa je rekel, imate vse zakramente? Sem rekla, ja, vse.
Kaj pa poroka? Ja, ne, sem rekla, to pa ne. Tako se je pol začelo. Ni me spovedal, ni me obhajal, bilo me je težko in pol sem naredila en par zaobljub, ki sem jih pol počasi izpolnjevala. Tako, hvala. Hvala za vaše pričevanje, za vašo osebno izpoved. Pa bomo skočili spet malčko v zgodovino. Ne? Gospod Jože, prišla sva do prvih služb gospoda Gašperja. Zdaj, vseh ostalih okoliščin ne bomo naštevali, ker potem ne gremo do jutri zjutraj domov. Ne? Bi pa izzval z enim vprašanjem, čisto zgodovinskim. Gospod Gašper je prišel v Gorico leta 1976. Kakšna je bila situacija takrat tukaj? Ja, to verjetno starejši Novogoričani bolje vedo. Situacija je bila taka, Nova Gorica je bila prvo eksemplarično socialistično mesto, praktično na jugoslovanski ravni, mesto, ki naj bi socialistično sijalo tudi seveda na ono stran v gnili kapitalizem. Ne? In to je bilo mesto, ki ni smelo imeti cerkve. In posnel sem tudi pričevanje gospoda Gašperja v 2 delih. Delno je bilo posneto tudi zgoraj, v predverju cerkve. On je bil, mislim, da 3. ali 4. poskus, ki je Gašperju uspel, da je do cerkve prišlo. Ne? Gašper je bil tudi lisjak, če bo treba. Ne? Jaz mislim, ne da bi zdaj ga tukaj kovali na eno ali pa drugo stran, je imel gotovo tudi svoje pomanjkljivosti, ampak bil je izredno takten. Ne? In prav verjetno kolega Podbevšek ni slučajno omenil enega drugega gospoda, ki je mogoče veliko bolj čaščen in prepoznan, seveda v teh rdečih nebesih, ne? Kot Gašper, ampak prav ta gospod je bil tisti živi in zelo pomemben politični nasprotnik gradnje novogoriške cerkve. Ne? In res je, to je bil huronski uspeh za tisti čas. Poskušali so z 2 duhovnikoma prej in potem je škof Jenko zaupal Gašperju Rudolfu, pač to. Gašper je moral zadržati tudi v tajnosti, da je postal novogoriški župnik, takrat še tukaj na tej znameniti partizanski v neki hiši, ne, kjer se je začelo občestvo oblikovati in je uspel s tisto svojo vztrajnostjo, tudi prebrisanostjo, ne, da je pač do tega, da se je gradnja začela, ampak seveda gradnja je ena zgodba, drugo je pač dobiti in zbrati denar. Ne. In tukaj je bilo tudi, tukaj se marsikaj ve, nekaj se tudi ne ve. Vem, da se je gradnja praktično ustavila, pa je prišel nek denar iz Nemčije. Ne. Tako veliko čudo že je bilo tukaj, pa takih neverjetnih naključij, da je prišlo do tega izdelka. Gašper je bil, moram reči, ponosen na to, da je seveda ta cerkev nastala tako, kot je, ampak jaz ga nisem slišal, da bi rekel, da je ponosen. Gotovo je bil. Ne. Videlo se je, ko smo snemali pričevanje, da je zažarel. Ne. Na Zmedane smo ga dol pripeljali in je zažarel v tej svoji cerkvi. Ta cerkev je bila v nekem smislu njegov dom, ki se ga on ni svojil, ko se je kot dom, ampak tako se je razumelo. Sploh pa, če vam bo kdaj je dolg čas po njemu, ne, si odvrtite tisti del tega pričevanja v drugem delu, ko ga povprašam, ne, kaj pa ta pač križov pot, veste, da so se včasih norca delali ljudje z tega, ne. Ampak Gašper gre se potem sprehodi skozi vseh 14 postaj, dosega tudi v starega Kristusa in mislim, to je bilo tako na suho, ne, brez kakšne priprave. Z eno tako globino, eno tako duhovno dimenzijo, on razloži križov pot tudi skozi oči umetnika Jarma, ki ga je delal, da sem bil šokiran, ampak bil izredno ganjen, no, kako mu je to uspelo. In videlo se je, da je dejansko on gradil to živo občestvo iz sebe, iz enega svojega izkustva in iz globoke vire. In tudi to mogoče sodi k temu, on je bil, imel tudi svoje zadeve, svoj cinizem, ne, je bil tu znan tudi potem, ne. Nekateri v familiji imamo tudi to še po njemu, očitno, ne. Ampak to je neke vrste samoobramba ali pa neka razgraditev. Ampak zmeraj je vendarle prevladoval nek pozitiven odnos. Tudi sem ga pogosto poklical, pa vem, da ni bil v dobri koži, tudi bolan je bil in tako naprej, ampak on ni nikoli jamral. Je rekel letom primerno, zmeraj se je pohecal, tudi ko je bilo najhuje. Edino enkrat se spomnim, ko je bil pa njegov brat Marko v bolnici, sem ga obiskal in je bil res zelo hudo bolan, so bili slabi izgledi
in sem mu to povedal po telefonu, potem mi ga je zlomilo. No. To je edinkrat, da bi rekel, da sem ga tako na tak način občutil, sicer pa zmeraj z optimizmom, ne. Čeprav gotovo se je v njemu marsikaj dogajalo. Prav ob zadnjem obisku julija letos je, ne vem zakaj, gospa Darinka odpirala neke težje teme, ne, njegova gospodinja. Ja, je rekla, veš, pa je bil ta pa ta visok cerkven dostojanstvenik koprske škofije v Biljani, pa je bil Gašper Golan, pa ga ni prišel niti pozdraviti. Ne. Pa je bil aktualni koprski škof na obisku v šempetrski bolnišnici, Gašper je ležal pač očitno kakšno nastropje nižje ali višji, pa ga ni prišel pozdraviti. In ona je bila seveda jezna, Darinka, kot poznate, kakšna je bila. Gašper se je tako nasmehnil, tako nekako. Ne. On ni tega jemal, on ni nikoli o teh stvarih govoril, seveda ga je marsikaj bolelo. Zavedal se je pa tudi, ne vem, da je tudi on delal krivice in napake. To se je zavedal in o tem ni bilo težko o tem govoriti. Rekel bi, da se je zavedal tudi svojih pomanjkljivosti. Ne. Nekaj se jih je zavedal, nekaj se ga pač drugi prisili, da se jih je zavedal. Hvala. Marko, že prej si omenil, ne, da si k njemu pristopil tako zelo mladostno, sproščeno, nagajivo. Pa kljub temu, kolikor mi je znano, si bil bolj kot z njim, oziroma tudi preko njega povezan s takratno mladinsko pastoralo tukaj v Novi Gorici. Lahko poveš, recimo, kako sta dva usklajevala tvoje nagajive ideje z njegovo, kolikor ga jaz poznam, zelo resno držo. V bistvu Gašper se mi zdi, da je bil na pogled zelo resen. Ko si njega dobro poznal, v bistvu si spoznal vse tukaj, o čemer je zdaj Jože govoril tukaj, ne? Da je tu en zelo, a pa Valentina, ne? Zelo dober človek, ne? In meni ta prva stvar, ki mi je bila zelo pomembna pri tukajšnji kaplanski službi, je bila predvsem to, da je Gašper rekel, tu in tu in tu je tvoje in se v tu ni vtikal. In to je bilo nekaj, kar je bilo meni zelo, sicer na začetku malo strašljivo, ne, zato ker sem prišel direkt z Ljubljane, ko veste, da človek nima pojma, ne, kaj pride. In sem tudi doživel in kupenih porazov, ampak mi je bilo zelo dobro, no, to, da sem dobil eno odgovornost in da je bila ta odgovornost resnična, ne. Ni bilo tu samo neko pokroviteljsko, ok, zdaj ti boš imel tu, ampak jaz bom nadziral, kaj boš ti počel. Ne, zaradi tega se je med nama postavilo tako medsebojno spoštovanje, ne. Zato, ker je on zaupal stvari meni in je rekel tudi, lej, vem, da sem imel birmance takrat in mladinsko skupino in pri skavtih sem bil, ne. In tu so bile te tri stvari, so bile moje stvari, o katerih Gašper se ni vtikal nikoli. Razen, če sem jaz sam začel o tem govoriti. Potem sva debatirala, sva se pogovarjala in tu tudi zelo iskreno in zelo je cenil moje mnenje o teh stvarih. Spomnim se, da mi tu rekel, preden sem šel iz Gorice, mi je rekel, veš, enkrat si prišel do mene, rekel, si mi povedal, da si popolnoma zabluzil eno katehezo. Ne? Mislim, da je bilo za 8. razred ali za 7, se ne vem več kateri. No? In rekel, veš, od takrat, kadar si prišel mi tu povedati, sem te začel pa res globoko spoštovati. In v tem sem videl jaz ten tak njegov, tak zelo očetovski lik, ne? Sicer, da je znal res nekomu nekaj zaupati in je to odločitev pol tudi spoštoval. Ni se zdaj nekaj vmes kaj pokasal ali kakorkoli, ne? In je znal te stvari imeti, ne vem, bom rekel, popolnoma razčiščene, ne? Ni nobene skrbi in to je tvoja odgovornost in je popolnoma, in to je zelo dobro, da se človek kot duhovnik tudi razvije, ne? Ker potem pomeni, da če imaš neko zaupanje, nekoga, ki dejansko je tvoj šef, ne bi lahko rekli, potem lahko dejansko delaš stvari dobro in se tudi učiš na svojih napakah. In meni je bilo potem od takrat, da sem mu prvič povedal tudi, da sem zabluzil pri tisti katehezi, bilo zmeraj nekaj normalnega se o tem tudi pogovarjati.
recimo kako bi kaj, pa tu, pa sem, pa sva debatirala in pa mi je enkrat rekel, Marko, da ti moraš nekam više priti k skautu, zato da boš začel malo urejati te stvari, ne? Ker sem mu povedal, kaj vidim, kakšne probleme vidim pri teh stvarih, ne? In mi je bilo strašno fajn, ker je s tem se mi zdi, sem spoznal tudi njegovo mladostno noto in sicer v tem, da ta človek, tu pa je bilo me zmeri nekaj posebnega, je bil pripravljen do konca se učiti. Jaz ne bom res nikoli pozabil, ker sva tudi kakšenkrat tako po kosilu, on je šel ponavadi malo počivati, ampak potem je prišel popoldne nazaj, tam svojo, v dnevni sobi je bila njegova pisarna, ne, kjer je pisal tipko, ne vem kaj, in on je imel, zelo zanimivo je, on je brskal po internetu, ne, nisem še videl človeka njegovih let, ki bi brskal po internetu. Ma druga stvar, ki je bila, je imel zraven, je imel tudi en tranzistor, ne, in je popoldne ob 3:30 je poslušal, kaj so dogodki na Odmevi takrat, no, tiste na Sloveniji, ne? Ja, na Sloveniji 1 je imel tranzistor in poslušal. Se rekel, ma Gašper, ma ne rabiš poslušati radio ta, imaš ga na internetu, ne? Se rekel, lahko tu. Kako se to naredi? In sem ga naučil takrat dejansko, kako iti poslušati radio po internetu. In od takrat naprej tranzistor ni več delal. Zmeraj, kadar sem prišel, je bilo na internetu. Ne? In zame je tu taka zelo ponižna drža, ne? Da ti en mulc 25 let tam nekaj ti bo solo pamet, ne? Da ti bo nekaj učil. Ampak dejansko ni bilo tu nekaj narejenega, ne? Bilo nekaj iskreno in je to dejansko tako on vzel kakor nekaj, česar se moraš še naučiti. In jaz odneham, veste, to je zelo taka lepa drža, ne? Da smo pripravljeni reči, da če se ne znamo, da se moramo še česa naučiti. Pol človek dobi v nas tudi zaupanje in nas sogovornika, ne? In tu je Gašper znal, no? Tako, zato smo med dva se odlično razumela in je šlo najino prijateljstvo tudi naprej. No, slišali smo nekaj takšnih človeških lastnosti, ki ste jih doživljali sorodniki, kaplani, sej nekaj drugih duhovnikov tudi tukaj vmes, ki so delali z Gašperjem, pa jih bomo pustili potem za tam pri pogostitvi. Jih boste pa spraševali. Drugače, tukaj Bogdan, ki je bil tudi kaplan, pa potem je zdaj tukaj v Gorici, pa Lojze, ki je tukaj hodil pomagati, pa imel zbor in tako naprej. Ne? Ampak bi se navezal z Markotovih pripovedovanj o mladinski pastorali ponovno na Andreja. Ti si bil takrat, kot si rekel, pač otrok, ki je rastel skupaj z gospodom Gašperjem. Recimo, tako malo za obujanje spomina, poveš kakšno, ne anekdoto, ampak recimo principe delovanja te mladinske pastorale. No, se mi zdi, da je imel gospod Gašper kar ene zelo zanimive pristope, ne. On je bil eden prvih, ne, ki se je dejansko tako ukvarjal z mladino, da je razumel, da mora mladina tudi kam iti, ne, skupaj. Tako da on je organiziral te razne tabore poleti, recimo smo bili gor v Čepovanu, pa v Podmevcu, pa tako naprej. Ne samo za mladince, ne, in za kar sem mu recimo zelo hvaležen je, da smo hodili kot strežniki okrog, ne. Tako da mi smo se recimo zelo dobro povezali med sabo in ta naša klapa strežniška je še zmeraj živa, ne. Tudi po njegovi zaslugi. In tam recimo v Čepovanu so bili ti tedni, tako, pač cel teden smo bili tam skupaj, recimo, ne vem, 5., 6. razred, 7., 8. razred in tako naprej. Imeli smo pač neki katehes, neki druženja, malo smo se športom ukvarjali, ampak v glavnem cel čas je tako nekako bedel nad nami, ne, da si nekako iz vsake situacije lahko nekaj potegnil tudi v duhovnem smislu, ne. Drugače pa tudi tako, no, kot ena zanimivost, ne, zdaj, ko smo govorili, on se mi je zdaj vedno tak človek, ki ni iskal neke hvale, ne.
Se spomnim, da sem enkrat naredil napako in sem mu čestital takrat, kadar je dobil naziv monsignorja. Je tako zelo prefinjeno zavil pogovor drugam, da nisem več ponovil te napake. Ja, tako da, to sem videl, da to njega, dobro, se mogoče v notranjosti mu je to kaj več pomenilo, ampak to na zunaj pa ni pokazal, da bi mu ta zunanji blišč oziroma te titule, naslovi, priznanja, kaj dosti pomenile, ne. Tako da tudi, ko je bilo pregovora o tistem drugem Novogoričanu, tisti drugi Novogoričan, kar ne ima spomenike kamnite, gospod Gašper ima drugačen spomenik. Mislim, da bistveno bolj vreden. Hvala, Andrej. Iz teh, kaj bi rekel, popotniških izkušenj, iz teh skavtskih druženj, iz potovanj v druge kraje, iz zbiranja, je verjetno nastalo tudi kakšno vajino sodelovanje, Tomaž. Kakšen projekt za mlade z drugačnimi potrebami, ne samo kot biti strežnik ali pa kot biti birmanec ali kaj podobnega. Ja, to je bila ena taka... jaz sem delal z hendikepiranimi osebami in potem je on, Gašper, enkrat rekel, daj peli ti te naše birmance tja zraven. Da vidijo, kako je, ko morajo za nekoga skrbeti. In je bila naloga, da pač birmanc, če hoče v Birmi, mora iti en teden živeti z nekom in pomagati nekomu. To je bila ena taka pač njegova ideja in pač to smo izpeljali. Meni se je zdel ta še en drug projekt, ki smo ga delali z Gašperjem, se mi je zdel še dosti bolj pomemben. To je tisto, kar je Marko nekaj omenil. Jaz mislim, da je to bil človek, ki je videl zelo daleč. Enkrat sem rekel, da je videl 30 let naprej, kakor mi. In ne vem, če se spomnite, na njegovem pogrebu je Slavko Rebec rekel, da je dobil v njegovi zapuščini neko pismo staro 30 let, ki je govorilo o tem, kar govori papež danes. In ja, jaz sem prepričan, da se bodo ene reči, ki jih je on začel delati tudi v tej cerkvi, se bo mogoče čez 30 let širilo nekam drugam. Ena od stvari, ki je bila zame tako dolgotrajna, je bila ta njegov projekt z vrtcem. V Gorici je leta 2009, takrat smo mi vsi sodelovali. On je vprašal, kaj naj naredi. Prostor je bil in potem se je odločilo, da bomo šli v vrtec. Ampak ta vrtec je bila njegova ideja predvsem v tem, za delo starši. Bogdan je na tistem pogrebu rekel, da ga je enkrat vprašal, zakaj je Gašper danes leta 2023 v Gorici 50 veroučencev. Leta 93 jih je bilo 400. In Gašper je rekel, sem jaz falil. Ampak jaz mislim, da je on imel neko idejo, kaj bi bilo treba narediti. In takrat, ko se je vrtec začel, starši otrok se v cerkvi dela pri pripravi za krst. Potem je pa 5 let, 6 let, nič. V tem obdobju delujejo vse druge potrošniške zadeve. Cerkev ne dela nič. In on je imel idejo, da bomo s pomočjo tega vrtca delali starši otrok od 1 naprej. In potem bi jasno, da če delaš toliko, vlagaš, potem verjetno, da ti starši, ti otroci ostanejo še naprej v nekem normalnem okolju. Ampak mi smo, jaz se spomnim takrat, ne vem, če je tu Marko zraven, smo pripravljali srečanja za starše.
Gašper je določil 10 tem. Za celo leto je rekel, tukaj imate za celo leto. On je rekel, tako kot Marko je rekel meni, ti boš naredil to in potem me ni več kontroliral. In jaz sem nekaj naredil, pol me je kakšenkrat pokritiziral, izpeljali smo srečanje za starše, ki je bilo na čist drugačen način, kot smo takrat začeli delati. Ne vem, od kje je to privlekel, ampak 3 ure od 9 do povdne. Najprej smo imeli uvod, potem je Gašper povedal svoje, potem sem jaz povedal svoje in potem so starši šli po skupinah debatirati. Starši morajo se pogovarjati med sabo. In potem smo se spet dobili in potem je on naredil povzetek in opoldne, ko je zvonilo, je rekel, zdaj pa pejte domov, pa pokrižajte svoje otroke. In to je bilo taki red in disciplina, ampak kaj se je zgodilo? On je poskušal to stvar razširiti in vabila bi bilo treba poslati vsem tistim staršem, ki so krstili svoje otroke. Takrat jih je bilo dosti. In jaz se spomnim, to je tudi ena neverjetna zadeva, prvič, malo so zamutili so, ne vem kdo, ampak prišla sta 2 starša. In jaz sem mislil, bo Gašper rekel, dajmo mi to preložiti. Ma kaki, brez besed smo izpeljali vse, za 2. Vse smo naredili, cel program. In potem sem rekel, če bi ne bilo nobenega, kaj bi naredili? Malih tako bi imeli, rekel. En strašna, ne vem, je bil eden. Nismo morali to narediti. Potem se je stvar prekinila, Gašperja so poslali iz te župnije, tako da potem sva še nekaj delali, ampak to je bil nek projekt, ki bi se mogel nadaljevati. To je bila njegova vizija in zdaj, kdaj bo kdo spet se spomnil, mogoče čez njih 30 let, mogoče spet kdo pogruntal. Izziv sem zastopil. Hvala, Tomaž. Zdaj, določeni ljudje ste imeli z njim več srečevanj, več izkušenj. Gospa Valentina je pa v tistem času pridno in vestno, če sem malo pošalil, skoraj kot v nekoliko bolj starih časih spremljala, kaj je Gašper rekel. Pa ne s tistim slabim namenom, ampak s tem, da je potem lahko nastala knjižica Sidra Božje besede, v katerih v bistvu skoraj vsi tukaj gor sedeči tako ali drugače sodelujejo tudi pri nastajanju. Z uvodno besedo, z življenjepisom, s svojimi mislimi, še toliko bolj v eni drugi knjižici. In semena so dajala sad, ki je tudi nastala o delu in življenju v tukajšnji župniji. Pa bi gospod Valentino izzval, kako vam je bilo pri srcu, no? Ko ste prišli na idejo, da bi knjiga nastala? Mene so njegove pridige vedno očarale. In tudi mojega moža Marjana, pokojnega. In ko smo ob nedeljah sedeli pri mizi, pri nedeljskem kosilu, smo vedno premlevali te njegove besede. In to je bila ena velika dragocenost. In tudi otroci so slišali. Mojo hčerko se je to prijelo že prej, mojega sina žal ne. No, tako je. Kako sem prišla na to idejo? Torej, ni bil samo gospod Gašper, moj spremljevalec duhovni. Leta 2000 sem odšla z možem, sva odšla na romanje v Sveto deželo, ki ga je vodil frančiškan pater Leopold Grčar. In bilo je neverjetno, sijajno. In tiskrat nas je povabil večkrat na Brezje, na srečanja Frančiškovega svetnega reda. In skoraj vsak mesec sva tudi s prijatelji, vidim tle tudi gospod Hermino, mojo prijateljico iz Mirna,
smo in njenim možem smo se odpeljali na Brezje in poslušali, ne prisluhnili patru Leopoldu, ki pa je imel tako dolga kateheza, da smo včasih zadremali ob njih. In ko so te žene, te sestre Frančiškove tako vestno zapisovale vse te njegove kateheze, tudi ne samo ob teh srečanj, ampak tudi ob drugih prilikah, ko je pridigal. Sem si mislila, ma kaj, gospod Gašper ima tako navdihujoče, tako bogate nagovore, zakaj ne bi pa tudi tega posneli, pa mogoče zapisali. In želja je bila velika, da bi nastala vsaj ena taka knjiga, kot je Markotova zadnja Svetlova skozi špranje. Ampak kljub temu, da sem snemala s pomočjo tudi moje hčerke, pol je bila Marija Telova, pa pokojna Ivanka iz Kromberka, ko nisem mogla, so me tudi one nadomestile. Nikoli ni bilo, nobeno leto ni bilo popolno. Tudi gospod Gašper je, ki zbolel je, pa odsoten je bil. In tega pa nisem povedala, kako sem ga vprašala, če lahko snemam, ne? In prvo sem je nasmehnil, verjetno povedal kakšno iskrivo, ponavadi. In pol je rekel, da lahko. No, in res smo vztrajali, 5 let smo vztrajali. In bližalo se je njegovo 80. rojstni dan. In Ester, moja draga prijateljica Ester Kraljeva, je rada prebirala, jaz sem jim pošiljala, rekel sem ti pošiljala po pošti, ne? Je prebirala to, je rekla, to je treba objaviti, In bila je prevzela je finančno plat projekta, bila je menedžer, ne, taka menedžerja bi se želel vsak, ne, direktor. In našla je sponzorje, pol so bili še župljani, radodarni, pa nekatere firme, in tako smo zbrali kar nekaj denarja, kar en lep kupček denarja se je zbral. In sem poklicala na družino, direktorja Grila, in sem vprašala, če bi bil pripravljen to izdati. Povabil me v Ljubljano, celo noč sem štimala, popravljala in rihtala, lektorirala še enkrat tisto, kar je bilo. Lektura je bila bolj delo moje hčerke Urške, in groba lektura, prva, ne. Jezik je bil retoričen, ni bilo lahko. Želela sem, da bi ostalo virno, ne. Ampak včasih je bilo treba tudi kaj poštimati, malo vrstni red, pa spustiti kaj in tako, no. Ko je gospa Darinka je baje tle danes, ne. Gospa Darinka je to prebirala, pol, ko je bilo izdano, in je rekla, ma to ni Gašper, je rekla, to pa ni njegovo. Jaz sem rekla, prav njegovo, prav verodostojno je. No, tako smo pol v Ljubljani, je doktor Gril je rekel, veš kaj, je rekel, daj zberi ti sama, ne, nekaj za eno leto, pridige enega leta, nedeljske pridige enega leta, in bila težka, ne, sem bila v dilemi, kaj in kako, v stiski, kaj izbrati. Na hitro sem se odločila in res so izdali, smo šle z Ester, me je peljala v tiskarno, ne, na Povšetovi, in veselo pripeljale tiste knjige domov, zelo tako važne smo bile, vesele, ne, pred cerkvo smo naletela na gospoda Gašperja, bila je sobota zvečer pred njegovim praznikom, ne. In je bil vesel, zadovoljen, je odnesel tiste knjige noter in drug dan je bila pa slovesnost. Na slovesnosti je bil tudi gospod Ipože. Je bilo zanimivo. Že v uvodu, torej Svetomašo je daroval doktor Gril,
Ampak gospod Ašper je že v uvodu povedal, da ko je odprl knjigo, je zagledal eno napako. Ena velika napaka, je rekel. Ojoj, jaz sem prebledela verjetno. Ja, ljudje okoli mene so se muzali, se nasmihali. Jaz sem bila oblita, kako še rečemo, pidom. Ampak doktor Grill je med nagovorom našnji je rekel, v vsaki knjigi, ni knjige, ne eksistira knjiga na tem svetu, ne eksistira članek, ki ne bi bil z napako. Tako sem se malo rehabilitirala. In ko sem prišla ven, me je še Tomaž potolažil, ne? In nisem pa šla pol na slovesnost, ki je bila zunaj, sem jo pobrisala. No, mogoče še to, tako boš ti povedal. V bistvu jaz vem, zakaj je šlo, ne? Ki je bila napaka. To je bila ta njegova v korak s časom. Zdaj bi on razlagal to čisto drugače. In on je zmeri bil človek, ki prebral je zdaj neko stvar, ampak to je bilo pred 5 leti. Zdaj so bili drugačni časi in on bi to stvar na drugačen način razložil in on je tako mislil, ne. Sam mi smo mislili, bove, kaj smo mi naredili narobe, ne. Pa v bistvu je sam nase rekel, ne, jaz bi mogel to drugače povedati. Zdaj s temi očmi bi mogel to drugače povedati. Kaj lahko povem še to? No, res je, med tednom naj jo je Ester povabil na kavo, ne. Ester je nesla finance, kar so ostale, ne, denar, en kupček denarja je bil, zelo je bil vesel tistega. In je rekel, ni se opravičil, ne, vedel me je, da sem žalostna, ne, ni mu ni šlo to, ampak ni se opravičil, je pa rekel, to je bila moja napaka, je rekel. Jaz danes tisti evangelij doživljam drugače, ne, in bi ga drugače povedal na drug način, tako, hvala. Jaz bi še nekaj rekel, ne, kako je Gašper šel v korak s časom, ne. Ko je šel iz Gorice v Medano, eni smo hodili malo gor, ne, nisi mogel hoditi cel cajt gor. In potem ne vem, kdo mu je rekel, kaj če bi pa vi snemal to, ne. In vi veste, da je Gašper Rudolf snemal svoje pridige. Nosil je tisto reč od oltarja tja in to imate vse na spletu. Vtipkate noter Gašper Rudolf, Facebook in boste našli tam noter za 7 let njegovih pridig. Gromozansko bogatstvo, odpreš, poslušaš, res en človek, ki je novodobni influenceri, kje so oni? On je bil davno pred njimi že človek, ki je uporabljal to sodobno tehnologijo na tak čist človeški način. In njegovo bogatstvo je tam noter v tistem Facebooku spravljeno in upam, da ne bo internet šel falit, ne. Hvala lepa obema za to pričevanje o nastanku in tudi vsebini in pomenu te knjige. Slišali smo večkrat, da je Gašper v bistvu prehiteval svoj čas, kar pomeni, da je pisal zgodovino vnaprej. Zdaj, iz neke izkušnje pa menda vemo, da se iz zgodovine, razen tega, da se nismo nič naučili, nismo nič drugega naučili. Kako vi, gospod Jože, gledate na zgodovinski pomen vašega strica? Ja, mislim, da je že Tomaž Torkar rekel, pa tudi nekateri drugi, da je bil v nekem smislu pred časom in zato tudi za mnoge naporen, tudi za sobrate, ne, so pač to težko prenašali. Spomni se, ena od zadev je bila ta, on je videl naprej, da bo cerkev opešala glede števila duhovnikov, ne. Govorim 30 let nazaj ali več. In rekel, morali bi ne ukinjati župnije, ampak združevati duhovnike v centre, sedaj je zelo preprosto, pač sredstva, prevozna sredstva so dostopna in da bi na ta način, ne, rekel, duhovniki so osamljeni, imajo težave, če živijo in če živimo sami, morali bi živeti v bratstvu. Seveda so bili silni upori
na ta račun, normalno, ne. Ampak je imel prav, ne. Zdaj se je to zgodilo na nek drug, mogoče celo malo bolj ponesrečen način, ne. Potem recimo glede škofijske gimnazije v Vipavi, se spomnim, on je dal v tistem trenutku, ko je to nastajalo, vse svoje prihranke za škofijsko gimnazijo v Vipavi in je tudi zelo natančno spremljal in seveda podpiral. Spomnim se tudi, tudi kako je on na to gledal. Je rekel, škofijska gimnazija ne sme biti namenjena temu, to ni zdaj neka valilnica duhovnikov, tudi, ne, ampak namen mora biti, da prihajajo škofijske gimnazije dijaki, ki se bojo potem sformirali kot, ne vem, zdravniki, novinarji, gospodarstveniki, ekonomisti, karkoli že, ki bodo imeli seveda to dodano vrednost, to krščansko konotacijo in seveda namen oziroma srce usmerjeno tudi v cerkev in v nacijo, ne. In z tega vidika se spomnim, da je svaril, da se to lahko ne bo zgodilo, ne. Potem so še določene druge zadeve, kjer je imel on vizijo, ne. On je govoril o služenju, ne. O služenju, o ranah cerkve in o služenju. Se pravi, duhovnik mora biti tisti, ki je na voljo ljudem. Tukaj vidim, da govorite v to smer, da se je to dejansko dogajalo. Na nek sofisticiran način, ne. Zdaj, podobno, seveda ga ne morem primerjati s Petrom Opeko, ki je pač pokazal, kako se da spreminjati svet, tako da žrtvuješ sebe, ne. Ampak v nekem omejenem smislu je tudi Gašper pokazal, da je pravzaprav lik duhovnika je 7/24, da je to oseba, ki mora biti, ki mora ljudi spremljati, ki se mora za njih zanimati, za družine, za posameznike, jih v bistvu, kaj ne rečem, reševati, ne. Tukaj tudi ta prej skoraj povedana prilika o izgubljeni ovci, ko sta prišla samo dva, ampak sta bila deležna enakega, ne. In tle je to, da on imel vizijo in tu se mi je, moram reči, utrlno pokazalo se je to, ko se on po ne vem koliko letih, ko je že bil v Medani, vrnil na ponovitev biserne maše, tukaj v cerkev Kristusa odrešenika in to je bila veličasten dogodek, prepolna cerkev, izjemno petje, vzdušje, mislim, da se je na koncu tudi tukaj končalo. Ampak vmes, ne, ko se je maša končala, je bil neskončen špalir ljudi, tukaj vas, Goričanov, ki ste se želeli z njim rokovati. In to je bilo staro in mlado in starši z majhnimi otroci, vse mogoče. Jaz sem takrat imel kamero in sem jo nastavil in sem to snemal, nekaj časa pa sem se naveličal. To je bilo neskončno, to je trajalo, ne vem, je trajalo 3/4 ure, še več. In tukaj se je videlo, ne, da to ni bil duhovnik za tisti čas, ampak duhovnik, in to je ta vizija, ki je on imel, ki pusti pečat, ki ljudi spremlja in ljudje tega ne pozabijo, ne pozabimo. No. Na nek način je bil tak tudi do naše družine, do vseh Rudolfovih po vseh straneh. Seveda smo prenaporni, da bi nas vse spremljal, ne. Ampak se je trudil, za vsakega se je nekako zanimal. Tukaj je bila njegova vizija, ali pa še eno zadevo bi tudi povedal. On se je znal tudi postaviti za javno dobro. Jaz sem takrat spoznal Tomaža Torkarja, šlo je za to igralnico Heralds, ne, ki naj bi bila v Novi Gorici, ki naj bi segla skoraj tam do Dobrave ali do sredine doline. In Gašper je seveda vedel, kaj pomeni igralnica za Novo Gorico že takrat. In smo se kar tudi celo mene malo mobiliziral, no, moram reči. In smo takrat naredili en zelo pomemben prispevek za televizijski tednik. Spomnim se, da sem tukaj župana Brulca snemal tako. Na eni strani je bila Sveta Gora, na drugi strani Tito, on je bil vmes, ne. In je seveda zagovarjal ta vele projekt in tudi vsi ostali, Tomaž Torkar je nastopil proti, pa mislim, da je psihiater Špacapan, kako je že bil, Bernard, ne, tako, ja, ki se je ukvarjal z zasvojitvijo. In je tudi na ta način stvar uspela. Se pravi, on je ugotovil, da ni dovolj molite, treba tudi kaj narediti, ko gre za prave stvari. Moram reči, da sem ponosen na njega tudi zato, ker je govoril na odboru 2014. Ne. On ni imel seveda politiko v prvem planu, ampak je bil globoko družbeno in politično osveščen, no, in so mu bile te stvari popolnoma jasne. No. Tukaj mislim, da je tudi to, po mojem, no, je to ena vizija enega sodobnega duhovnika, da živi sredi sveta in tudi sredi politike. Ne pomeni, da je to v prvem planu politično angažiran, ampak da se ne boji izkazati ali izraziti svoje politično prepričanje. Tudi do tega imate tudi duhovniki pravico, ne si tega jemati, ne. Ve se seveda, kdo se tega boji. To bi bile mogoče ene take opaske o njemu.
In tudi ta njegova veličina res izvira iz tega, da je služil ljudem. Mi sorodniki smo bili potem po njegovi smrti in pogrebu soočeni s številnimi pismi, sporočili, telefonskimi klici, stiski rok, ki se še skoraj ne nehajo. Ne. Dobro, jaz imam mogoče to nesrečno ali pa nesrečno okoliščino, da me bolj povezujejo z njim zaradi pač narave mojega poklica, ne zaradi drugega. In tukaj sem jaz dejansko, se mi je v zadnjih mesecih potem zgradila ta predstava, kdo je pravzaprav ta stric naš in moj boter birmanski bil. Ne. Je bil res z tega vidika ena velika osebnost, ki si ne zasluži čaščenja, ampak zgleda. Ja, seveda. Še malo besede. Ja, to, kar je bilo zdaj rečeno, se mi zdi ena taka bistvena stvar. Ne vem, če se spomnite njegovega, na začetku je bila beseda njegova, ne? Mislim, da ga je ta beseda vodila, ne? Njegovo mašniško geslo je bilo, kako naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil. Ampak ne vem, če ste opazili, ne? Ko je imel zadnjič zlato mašo, ne, železno mašo, si je drznil človek spremeniti to geslo. Ne vem, če ste opazili. Dodal je in dobrim ljudem. In dobrim ljudem. Kako naj povrnem Gospodu in dobrim ljudem za vse, kar so mi storili dobrega. V bistvu je stvar konkretiziral do konca. Kako ljudem vrača tisto, kar so nam naredili. In jaz si bom zdaj drznil še eno stvar reči, ne še o eni njegovi bolečini povedati. Ne vem, če koliko veste, ampak ta župnija Kristusa odrešenika od januarja 2014 ni več župnija Kristusa odrešenika. Je samo še župnija Nova Gorica. In to je mnoge ljudi tukaj bolelo. Kako je mogoče, da se kar naenkrat zdaj pa Kristusa odrešenika vrže ven iz imena te župnije. In takrat smo se zelo angažirali, da bi nam to pojasnili, pa nam niso pojasnili. Nihče prav točno še ne ve, zakaj so Kristusa izgnali iz tega mesta. Simbolno, to je simbolno, ljudje smo simbolna bitja. In o teh rečeh bi morali na koncu govoriti. Mi dva z Gašperjem sva dostikrat govorila o tem in gre skoraj za tragikomično zadevo. Imamo Mussolinija dol čez, imamo Tita tukaj, Kristusa smo pa izgnali iz tega mesta. V razmislek, no, tako. Jaz mislim, da moramo še kaj glede tega narediti. Lik Balček za to lažbo ne v razlago, v imenu katedrale pa je Kristusov odrešenik. Ne bom komentiral tega, ker tu pač ni vloga voditelja. Bi pa Marko da izzval, ne? Glede, kar je rekel gospod Jože o liku duhovnika, ti si, kot sam rekel, rastel ob njem. Ne? Vsi vemo, no, ne vemo, po moje ne vemo vsega, ne, kaj je nastalo iz tebe, ampak marsikaj pa vemo. Ne? Koliko tega, kar te sedaj pripisuješ, Gašperju? Dobro vprašanje. Tudi jaz ne vem še, kaj sem prav točno in kaj še bom. Na podlagi tega, kakšna je bila pridha na začetku, kaj bomo rekli še na smrti. Ampak zmeraj tako, jaz sem zelo hvaležen za to, da sem imel to srečo, rečem, da sem bil prvo mesto kot duhovnik prav tukaj. Čeprav sem se bal, vse ste slišali na začetku. Ampak se mogoče to zelo povezano, ne? Čista se najbolj bojiš, tem ponavadi prinese največ dobrih stvari. Ampak je res, da te prvo mesto oblikuje, ampak mogoče so nekatera mesta malo bolj močna mesta. In prva stvar, ki me je tukaj oblikovala, je bilo to, o čemer sem govoril, da sem dobil eno zaupanje. In tu da človeku, rekel je, duhovniško samozavest. Ne?
Se pravi, da sem nečesa sposoben, da zmorem in da nisem nek cuck, ne, s katerim se bo delilo, kakor se bo hotlo. Druga stvar, Nova Gorica ni bila enostavna župnija, ne, kakor bi rekli, kakšne zelo klasične in ne vem, take, da si samo padel nek sistem in si pol furov neko stvar. Bilo treba stvari izumljati, ne. Spomnim se tega, da ko sva z Gašperjem na začetku, konca avgusta, jaz sem prišel na začetku avgusta sem, pol konca avgusta sva delala načrt za kateheze v naslednjem letu, ne, kako bodo izgledale naslove, teme in tako naprej. Sva delala skupaj. To je bilo zelo dobro, se pravi neko timsko delo, ne sam, ne. In še nekaj, jaz sem bil tukaj 2 leti, kaj me je še bolj šokiralo, naslednji avgust sva to naredila še enkrat, kar pomeni, ne kar smo že imeli, bomo zdaj samo kopirali. Dajmo raziskovati, dajmo delati naprej, se oblikovati. To je bilo, kar se tiče tega katehetskega dela, kar je še zdaj ostalo mi, ne. Nimam nikoli možnosti sam v sebi biti tak, da bom zadovoljen s tem, kar je že bilo. Ne. Treba spet na novo postaviti stvari. In ena tudi pomembnih stvari, ki pač pritičejo tudi duhovniškemu poklicu, tudi pridiganje, ne, vse to sem povedal že, ko smo imeli goriške večere tam na občini, ne. Tukaj sem se navadil 2 stvari za pridiganje, ne, in sicer mi je rekel Gašper takrat, Marko, če želiš kaj povedati, povej eno stvar. Ne povedati vsega, ni treba. Eno stvar in tisto povej, kakor je treba. In druga stvar, ki mi je rekel, moraš pridigati tako, da pridigaš najprej sebi, ne. To pomeni, da je tu pridga, ki je nastala iz tvojega življenja, ne? Nekaj, kar si ti sam o sebi povedal. Zelo se veže tudi na to, da je bil tudi sam zelo samokritičen, ne? Da znal reči, tukaj sem falil, tu nisem dobro naredil in tako naprej. In tu je to, kar je dalo meni tako en tak, en dober temelj za moje duhovniško delo. Temelj, ki pa, tako sem tudi razumel iz tega, je samo temelj, ne? Ni zdaj tu nekaj, kar moram zdaj jaz ponavljati in kopirati, ne. Ker ena taka skušnjava, ki se mi zdi, da je marsikateri kaplan tukaj v Gorici bil deležen, je to, da bo zdaj ponavljal za Gašperjem, ne. Nisem razumel nikoli tega, ne, da moram za Gašperjem ponavljati. Razumel sem pa to, da moram svoje duhovništvo zmeraj graditi. Da tu ni ena stvar, ki je zaključena ne vem, z nekimi leti usposabljanja, kako bi temu rekel, prakse, ki smo jo deležni kot kaplani, ne? Ampak da je tu pač stvar, na kateri je treba delati, ne? In ob vseh zgledih in vseh pogovorih, ki sva jih imela, sem se naučil predvsem tega, ne? Stvar ni nikoli zaključena zgodba, ne? Treba skozi brati, iskati, učiti, nove inovacije delati in se ne zadovoljiti s tem, da je tako, kakor je. Lahko se da drugače. Hvala, Marko. Vrnil se bom nazaj k Andreju, pa ga bom malček drugače izval. Glede na izkušnjo, ki ste jo imeli takratni mladi tukaj v Novi Gorici, a vidiš kakšno izhodišče za prihodnost? Ja, težko vprašanje. Predvsem se mi zdi, da kdorkoli je kot duhovnik tukaj, ne, se mora pač ukvarjati z mladimi. Mladi sicer imajo dosti ponudbe, vse povsod, ampak mislim, da vseeno iščejo neko bližino, nekoga, ki se bo z njimi ukvarjal. Torej, ne nekoga, ki je tam nekje, ampak nekdo, ki bo dejansko se z njimi lahko pogovarjal o čisto vsakdanjih problemih. In se mi zdi, da vloga duhovnika je tudi ta, no. Tako da to bi. V redu.
Tomaž, še eno vprašanje. Ta družbena razsežnost cerkvenega življenja, vpetost v drugačno okolje. Velikokrat govorimo, slišimo, kako mora biti država in cerkev ločena, kako mora biti, kar je cerkvenega, samo znotraj zidov. Majčken izzivček, kje se da skočiti, noter ali pa ven? No, Gašper je skakal non-stop, ne. On je bil odprt človek, spodbujal je dobro kjerkoli. Jaz se spomnim takrat, ko se je tle v Gorici leta 1997 ustanavljalo eno društvo za kakovost bivanja in on bil tam zraven. In so tam bili eni ljudje, ki so bili niso nikoli prišli v cerkev, ampak on je bil tam. On je spodbujal te, on je društvu humanistov dal tisti denar, ki ga je dobil takrat za neka reč je bila, nek denar smo zbirali, on je rekel meni, pa jaz bom dal kar unim humanistom tam, ne. In je res jim dal, ne. Ja, ta vpetost v ta prostor, širiti, se povezovati z drugimi ljudmi, polno je dobrih ljudi tudi zunaj cerkve in tudi z njimi se je treba povezovati. Tukaj imamo Gašperja za en tak, po mojem, dober zgled, kako se to dela, ne? Biti odprt za različne ideje, za sodelovanje na splošno. Tako da se mi zdi, da je tukaj ena, predvsem pa, no, ko sem poslušal, kaj je cerkev zdaj, ne? Zdaj se vse govori, duhovnikov ne bo več, ne? Čez 10 let jih boste redki, ne? Zmeri bolj redki so, ne. Laiki smo tisti, ki moramo prevzeti tukaj dodatno. Nekaj bomo morali mi narediti, če bomo hoteli, da bodo naši otroci pa vnuki v enem normalnem, kolikor se še da, okolju živeli, ne. In jaz sem enkrat rekel, starši so tisti, ki imajo interes. Oni se morajo povezati med sabo. Cerkev pa lahko da prostor, kjer se bodo ljudje zmenili. Zdaj, koliko je tega prostora, sigurno, da se ga da dobiti. No ja, v naši cerkvi, kot ste videli, je precej. Kvadratura te cerkve je velika, ne. Gospa Valentina, samo še eno vprašanje. Prehodila ste pot po taki in drugačni stezi, pomagala ste zbrati Gašperjeve pridige, jih oblikovati, pa bi vas vprašal recimo, kako je uskladiti svoje poklicno delo, svoje poklicno življenje z služenjem v cerkvi? Če bi ostala v prosveti, bi bilo to zelo težko v tistih časih. Sicer pa mislim, da se da, da brez vere, brez krščanskega življenja, da je pot prazna, si v temi, ne? Seveda, vedno se da. Tudi v šoli verjetno bi se dalo, ne? Na kakšen način. Samo ni še zrelo. Mislim, da ni še čas. Časi se spreminjajo in mi z njimi, ura pa tudi teče, ne. In kot je Tomaž na začetku izzval, da bi se sicer vsi predstavili, tega tukaj ne bomo naredili, bomo pa imeli priložnost malo poklepetati, potem, ko bo še Vanda svoje povedala, tukaj zadaj v, dajmo reči, garaži, kjer ste vsi povabljeni, da se ustavite. Drugače pa čisto tako, ne v okviru kakršnega koli, 20. decembra, to bo petek, zvečer ob 7. bo gor v cerkvi, v Konkatedrali, tako imenovan adventni koncert v sodelovanju z glasbeno šolo Nova Gorica, predvsem z orglarskim oddelkom. Za zaključek jaz mislim, da
Gospa Ester je prinesla nekaj takih knjig, ne, kar jih je še bilo nekje v nekem skladišču. Pa sem rekel, da ne bom povedal, koliko jih je, da mi vrat ne poderete, ker jih ni prav veliko. Vsekakor pa mislim, da je prav, da se našim gostom zahvalimo. O Gašperju bi verjetno lahko citirali še dneve in dneve, nikoli prišli do konca, ker če bi vse razumeli, potem bi bili verjetno v nebesih. Hvala Tomažu, Andreju, Valentini, Jožetu in Marku. Velik aplavz. Tudi jaz bom prav na hitro nekaj povedala. Jaz sem tudi z te župnije in bi rada izrazila globoko hvaležnost in spoštovanje gospodu Gašperju. Prvič, zaradi tega sodelujem z Goriškimi večeri in gospod Gašper je bil med tistimi, ki nas je spodbudil. In je rekel, dekleta, kar začnite delati. To je bilo prvo moje spoštovanje in občudovanje tudi. Drugo je, ko sem brala že v mlajših letih gospoda Gašperja, je bil tako pokončen in je blagoslovil in pomolil ob Breznom na kraju, kjer so pobili 3 župnike. In seveda si je prislužil sodni pregon zaradi tega. Nadalje spoštujem in cenim njegovo delo, ker je ustanovil to župnijo in ker je dal tako lepo ime Kristus odrešenik, ki ste slišali, da so ga potem vzeli. Nažalost. Naprej je moja zahvala in rešpekt do gospoda Gašperja za katehezo, za odrasle, za mladino in ne nazadnje za njegove čudovite pridige, ki jih vsi poznamo. In vem, besede izzvenijo, tako kot spomini jih pozabimo. In moj predlog je, čeprav gospod Gašper je bil skromen in si tega ne bi želel, da mu naredimo eno majhno ploščo tam pred cerkev z napisom, da je bil to ustanovitelj in prvi župnik te naše župnije. To razumem, kot da bomo naredili. Hvala tudi v mojem imenu in za vas zelo preprosto briško darilo, ker že ste se. Samo še obvestilo, to je bil zadnji goriški večer v tem letu. Kmalu bomo vstopili v 4. leto delovanja. Zahvala vsem, ki nas podpirate in spremljate. Naši večeri se snemajo, tako da jih dobite lahko na YouTubu. Današnji večer bo, Ivo, verjetno čez 3-4 dni že dostopen na računalniku, kot so vsi ostali prejšnji. In pa naslednji večer, ki ga pripravljamo v okviru goriških večerov, bo takoj po novem letu, 7. januarja. Odpravili se bomo na Grič nad Gorico, na Kapelo, na Kostanjevco, kjer bo predstavitev knjige, zanimive knjige, enega prvih potopisov po našem ozemlju, ki ga je pripravil tržaški škof Enej Silvija Piccolomini, pozneje poznan kot papež Pij II. Iz latinščine prevedel in tudi spremno besedo napisal je pa brat Jan Dominik Bogataj, frančiškan, ki veliko je naredil in veliko obeta. Študiral v Rimu in se bo na poti v Rim ustavil pri nas, predstavimo to knjigo. 7. januar zvečer na Kapeli. Vse ostalo bomo obveščali kot vedno. Torej družabna omrežja, Facebook, Twitter, WhatsApp, maili in tako naprej. Mediji nas zaenkrat še vneto in vztrajno ignorirajo, nič za to. Obstaja alternativa. Vsem skupaj vesel Božič, novo leto, srečno in se vidimo na 2. goriškem večeru. Hvala.